Take the beat to the street. Živjo. Oddajo tokrat začenjamo z enim najpopularnejših bendov bivše Jugoslavije, Hladnim pivom. Nadaljujemo pa s primorskim navdihom. Rudi Bučar bo namreč spregovoril o novem singlu Izola. Pogovarjali pa smo se tudi s Hamom in zasedbo Tribute to Love. Uživajte! Hladno pivo je že vse od svojih začetkov eden najpopularnejših bendov bivše skupne države. Punk-rockovska zasedba iz Zagreba se na velika vrata vrača na svoje zasluženo mesto in na vrh najbolj poslušnih bendov v regiji. Nekaj časa nazaj so izdali tudi nov singel. Zdaj se Vjeruj v mene. Naslov je Vjeruj v mene in to je najbolj počasna pesma na našem albumu. Rekli smo, da je izredno radiofonična in moramo jo izkoristiti kot radiofonični singel in to smo tudi naredili. To smo napravili. Mile v singlu provokativno pravi, ja ću ti bit favorit ili me neće bit. Torej, ali bom na tvojem prvem mestu, ali pa me ne bo. Malo je luzerska pjesma, kad čovjek malo dolje promisli, to je zapravo jedna... Pesem je malo luzerska, gre za pesem o moških v srednjih letih, ki so tik pred tem, da jim bo uspelo. Njihova priložnost jih že pričakuje. Spominja me na serijo Mučke. Ne vem točno, kako bi to prevedli v slovenščino. Only Fools and Horses. To je prav takšna pesem, ki govori o tem, kako me čaka velika priložnost. Ona je rodni i Only Fools and Horses, da. To je zapravo takva pjesma. Da. Ona, I've got a big business coming on. Štiri leta so menili od njihovega zadnjega albuma, na srečo fanov pa naj bi njihov novi CD išel že ta mesec. Sve su pjesme gotove. Vse pesmi so narejene, mi smo že vse zaključili, čakamo le še na dve osebi, da to vse skupaj zmešata, zmiksata, sproducirata in to končno zaključita. Ne da se nam več igrati naših starih komadov in mislim, da bo naš novi album najboljši na svetu. Res sem v pozitivnem pričakovanju izida. Sedaj smo kot noseča ženska v 12. mesecu nosečnosti. Otrok je že tu, vse je že narejeno in komaj čakamo, da to tudi izide. U mjesecu trudnoće. Već dijete je već tu, da sve je gotovo i čekamo da to konačno izađe. Album se bo nekoliko razlikoval od njihovih zadnjih. Zvaće se Dani zatvorenih vrata i... Naslov bo Dani zatvorenih vrata in na njem bo 15 pesmi, kar pomeni, da bo verjetno naš najdaljši album do sedaj. Ampak mislim, da bo tudi najboljši do sedaj. Res sem zadovoljen s tem, kako so slišati vse pesmi. Na njem so strupene, žalostne, ljubezenske pesmi. Vedno sem hotel narediti album, ki bo povzel vse občutke. Od trenutka, ko si zjutraj jezen, ker moraš stati iz postelje, pa si potem srečen, ker je lep dan, pa si nato žalosten, ker se je nekaj slabega zgodilo. Album, kjer imaš vsa ta čustva na enem mestu. Sretan je lijep dan, pa si tužan jer si, ne znam, nešto se dogodilo. Znači da ima sve te emocije na jednom mjestu. Tudi v tem koncu Sloveniji jih lahko kar pogosto opazimo. Tokrat so nastopili v novomeškem Lokal Patriotu. U Novom mestu smo snimali album, Svetla Mura, prošli album. I tu smo bili onda, zapravo, živjeli smo u studiju i onda smo ovdje izlazak u grad u Novo mesto nam je bilo onako wow. V Novem mestu smo posneli Svijet glamura, naš prejšnji album in živeli smo v studiu, zvečer pa smo šli v mesto. Bili smo v istem klubu, Lokal Patriotu, ki je odličen klub, ker ima tudi odličen zvok. Poslušali smo band, ki se ga ne spomnim več, to je bilo pred 4 leti in res je bilo super ozvočenje, super band in koncert in občutek smo imeli, kot smo v kakšnem underground klubu v New Yorku. Nikoli sicer nisem bil v New Yorku, ampak tako si ga predstavljam. Novo mesto je tudi zelo blizu Zagreba in sem pridemo tudi na čevape. Ne bom reklamiral lokala, ampak v Novem mestu obstaja lokal, kjer so odlični čevapi in lahko piješ jelen pivo. Vrlo često i na čevape, ovdje su odlični čevape, neću sad reklamirati mjestom, ali ima jedno mjesto u Novom mestu gdje su odlični čevape i može se piti jelen pivo. Fantje bodo kmalu praznovali že 30-letnico benda, saj so začeli že v srednji šoli. Mi smo imali 17-18 godina, 17 kad smo počeli. Takrat smo imeli 17-18 let, ko smo začeli. Bili smo otroci, v parku smo pili vino in igrali na kitari in rekli smo, da bomo naredili band. Vse ostalo je zgodovina.
historija. Čeprav so nekatere njihove besedila tudi bolj lahkotne narave, pa je sporočilnost teksta v pravem punkovskem stilu za njih zelo pomembna. Mi smo socijalno angažirani, socijalno, društveno, politički, zato što ja mislim da muzika treba biti takva. Bendovi koje sam ja slušao... Mi smo socialno, družbeno, politično angažirani zato, ker mislim, da mora glasba biti takšna. Bendi, ki sem jih jaz poslušal, so se obadali tudi s politiko, od Lennona, Clasha, pa vse do U2. Meni je šlo to vedno z roko v roki, recimo Dead Kennedys tudi. Všeč mi je, če imajo pesmi tudi socialno sporočilo, da niso samo ljubezenske pesmi. Mi smo levo-orientirani bend, ki verjamemo, da fašizem ni okej in tako tudi igramo. Da pjesme imaju nekakvu društvenu poruku, da nisu samo ljubavne pjesme, nego da imaš ono, gledaj, mi smo onako lijevo-orientirani bend, vjerujemo da je fašizam u kurcu i tako pjevamo, to smo mi. Kot levičari so z odobravanjem sprejeli tudi nedavno sprejet zakon v Sloveniji, ki omogoča poroko tudi istospolnim partnerjem. Recimo u Hrvatskoj smo potrošili 50 milijuna kuna da bi te ljude onemogućili u tome. Meni je to užasno... Na Hrvaškem smo porabili 50 milijonov kun, da bi onemogočili istospolne poroke. Zelo se bojim te vrste morale, ker je to slaba, grda morala. To je morala, ki pravi, da te bo uničila zato, ker je nas več. Nič slabega ne vidim v tem, če se dva odrasla moška ali dve odrasli ženski, ki se imajo radi, odločijo za poroko. Kakšno zvezo ima to z menoj? Ja sam protiv toga, mislim, ne vidim ništa ako dva odrasla muškarca, dvije odrasle žene odluče da se vole. Zašto? Kako to ima veze sa mnom? Što ne zatvaraš tu zubnu pastu u stvari? Ne dobrim tešu, stvari ne volio. Rudi Bučar je tisti Primorec, ki na letošnji Emi navdušil občinstvo in komisijo in se svojo šaltinko na koncu uvrstil na drugo mesto. Rudi je neznanka le za tiste, ki v zadnjih nekaj let niso spremljali slovenske glasbene scene, predvsem tiste, ki temelji na avtorski glasbi. Z nastopom na Emi je... Absolutno sem zadovoljen, ne glede pač na to, da se ni zgodila tista češnica, ne, ampak ponosen sem, da je znova nekako na pop festivalu dobila možnost udeležbe tudi skladba, bom rekel, v folk žanru, ne. Spravi, to se je zgodilo lansko leto na MMS-u in zdaj letos tudi na Emi. In skratka, mislim, da je to priložnost za bom rekel, podobne ustvarjalce in poustvarjalce širom po Sloveniji. Predstavil se je z bendom Figoni, s katerim tudi sicer veliko sodeluje. Skratka, gre za ekipo odličnih slovenskih glasbenikov, ki so igrali pri marsikaterem projektu in sem zelo ponosen, da so tudi pri mojem. Šaltinka gre za folk skladbo, se pravi, šaltinka je izpeljanka iz besede šaltin, ne? To je v Istri recimo dvočetrtinska poskočnica, dajmo reči, ne? Tašna folk poskočnica. Gre za skladbo, ki vsebuje elemente istrske ljudske glasbe, se pravi tako teksta, inštrumentov, kot recimo istrske lestvice, ki je zelo značilna recimo v malih tercah in tako naprej, da se ne spuščamo preveč v podrobnosti, ki ima podlago, dajmo reči, tega balkanskega ritma in recimo primes italijanskega kabareja. Skoraj istočasno pa je luč sveta ugledal še en njegov singel, Izola. Gre za skladbo, ki je nekako, to naj bi bila na nek način himna izolskega nogometnega kluba, ne, ki ima, bom rekel, kar dolgo tradicijo in, bom rekel, kar močen sociološki pomen, ne. Čeprav včasih je imela nekoliko več, ko je imela ulica nekoliko drugačno konotacijo v primerjavi z danes, ne. Nekako sem si jo zamislil bolj kanconecasto, se pravi, da bi bila bolj izžarevala kot del nekega okoliša Istre, ne, in Izole. Vendar ne gre le za poklon nogometu, ampak tudi samemu kraju. Posredno opeva tudi dogajanje v Izoli, recimo mogoče se malček navezuje tudi na preteklost, kako smo nekoč recimo
z žogo igrali kar po ulicah. Ne. Zdaj v tem spotu je možno videti ravno to igranje otrok ne, z žogo po ulicah. Srečujejo razne elemente, osebe, ki so značilne za Izolo, ne, oziroma so takšni znani osebki. Rudi Bučar je prepoznaven tudi po svojem specifičnem dialektu, ki le redko izostane iz njegovih avtorskih pesmi. To je ta dialekt, ki ga nosim v sebi, bom rekel, že pravijo, ko sem padel na asfalt. Ne. Gre za dialekt, ki je bom rekel, zelo močen. Ne. Plus zanimivo je to, da je trilingvističen, se pravi tako iz hrvaške strani, italijanske kot slovenske. Jaz se nekako trudim, v glavnem s tem poustvarjanjem, da ne bi šel v pozabo in hkrati tudi rekel, ustvarjam skladbe v tovrstnem slogu, ne, v tem folk slogu, plus še naprej v drugih žanrih. Ne. Za Izolo je šel tudi videospot, ki ga je režiral Peter Kleva. Sem rekel, da vzemi si ti neki cajt in probi si nekako zamisliti, kako bi mi to posneli. Ne. In je takoj začutil nek ta pridih mediteranski, se pravi neka vintage ne, zgodba, ne. Neka old school zadeva. Jaz mislim, da je prišlo fenomenalno ven. V glavnem spot, če vzbuja čustva poleg glasbe, jaz mislim, da je potem to. 2. marca je šla tudi njegova plošča z naslovom Konec, kar po istrsko pomeni nit. Gre za dvojno ploščo, ki praktično je razdeljena na 3 dele, ne, se pravi na ta studijski del. Gre za skladbe, ki so bile recimo, gre za lanskoletne uspešnice, plus skladbe, ki so bile letos napisane, za katere si prizadevam in želim, da bi postale uspešnice, plus skladbe, ki so bile nekoč že lansirane kot singel, ampak niso imeli še nikoli priložnosti biti zvokovno zapisane na neki plošči. Ne. Drugi del je 5 skladb v živo, ne, se pravi iz portoroškega auditorija, zasedbo Rudi Bučar in Istra Band. Gre za zasedbo Janez Dovč na harmoniki, Goran Krmac na tubi, David Morgan na bobnih in Mitja Bobič na trobenti. Na 3. delu dvojnega albuma pa so tudi aranžmaji istrskih ljudskih pesmi. Nekaj pesmi pa je zapetih tudi v a cappella stilu. Na plošči Konc je sodelovalo veliko odličnih glasbenikov. Moram povedati, da je tudi založba, pri kateri je šla plošča, bom rekel, zelo naklonjena takim projektom in mi je veliko pomoč. Ne? To je založba Celinka oziroma glasbena zadruga Celinka, s katero se tudi identificiram. Težko je verjeti, da Hamo svojo zasedbo Tribute to Love brenka že od leta 2006, saj je njihov istoimenski prvenec star šele dobro leto. Vendar so fantje v zadnjem času precej bolj aktivni, saj so javnosti v delčkih že dali pokušnjo tega, kar prihaja prav kmalu. Pravzaprav novo plato, ki je šla na vinilki, oziroma bo šla šele oktobra, tako da vinilk praktično ni več. Bomo pa mi odigrali novo plato. Se pravi, da če hoče človek slišati nove komade, mora priti na koncert? Druge ni, zato ker CD bo šele izšel enkrat v jesen, vinilke pa zmanjkalo. Tako da pač imeli smo zdaj 2 koncerta in so šle. Samo 100 jih je bilo. Ne. Vinilke so bolj pristne tudi zaradi tega, ker je naslovnico vsake opremil kar Hamo sam. Ja, v principu sem jih sam porisal, eno moja hči narisala, ostale sem sam. Kar zanimiv projekt, v bistvu narejen zaradi tega, da pravzaprav naredimo nekaj za fane, da enkrat tisti, ki dejansko našo muziko spremljajo, dobijo nekaj prej v roke kot vsi ostali. Ponovadi gre plata vedno najprej do medijev, pol gre do založnikov, pol gre do ne vem kogarkoli in na koncu pride do poslušalcev. Mi smo majčkeno obrnili ta krog. Nov izdelek pa se precej razlikuje od njihovega prvenca. Prvo ploščo smo delali 7 let, drugo pa 7 tednov recimo. Ne. Dejansko prva je bila plod enih dolgih preigravanj, vsak komad se je spremenil 3-krat
vmes, da se je pač izčistil do končne verzije. Ta je bila pa projektna, ne, sta naredila v bistvu Duki pa Hamo osnovo, potem sta naredila demo posnetke, pa smo se pa dobili pa to preigrali, ne. Tako da zaradi tega je pač bolj kompaktna, pa nov zvok ima. In če so na prejšnji prevladovali teksti v angleščini, so na tej izključno slovenski. Tle je mogoče najbolj drugačna od prejšnje, da je slovenska, zato ker nekako smo že na prejšnji pogruntali, da se to da. Mogoče, ko smo začeli prejšnjo delati oziroma začeli sanjati o tem, da bomo imeli plato, smo bili še vsi mnenja, predvsem jaz, da se to ne da. Pa smo pa nekako zaradi čist te neke radijske tendence, ki niso bili naklonjeni temu, da bi slovensko muziko z angleškimi teksti ali ameriškimi ali kakorkoli, naredili 3 komade, da bojo za na radio in v resnici so te 3 komadi zveneli dobro. In to je bil pol zelo dobro brca v rit, da je cela naslednja plata slovenska. Na radijskih valovih je mogoče slišati tudi prvi singel iz plate z naslovom Pol. To je bil prvi singel iz nove plošče, oziroma pač tega, kar še uradno prihaja v jeseni. In ja, je bil lep poskus v bistvu v slovenščini narediti to, kar se sicer v angleščini dela v tej muziki originalno, ne, ki je bluzovska muzika, ne, blues rock. Prav specifična glasbena zvrst, kar blues rock gotovo je, Hamota je njegov poklon ljubezni ločil od ostalih slovenskih bendov. Tudi mi nismo čisto prav blues rock. Jaša Lorenčič je rekel, da smo poredni blues rock za 2. To je zdaj nek nov predalček, kjer moramo slediti. Ta predalčkan je, s prejšnjo plato smo bili soul, blues rock. Skratka, jaz najraje rečem, smo bili tribute to love. To je še najbolj bilo. Zdaj s to nekako iščemo neko identiteto mogoče tega časa. Kot je prej rekel, ona je nastala na koreninah benda, ki je delal, igral po terenu, pravzaprav niti ni imel bend ambicije posneti plate. Ko smo mogli posneti, smo dali 7 let življenja na eno plato in to je bilo zelo razburkana plata. In zdaj ta plata ratala na nek deadline, bistveno hitreje kot prejšnja in je mogoče bolj konsistentna. In če se mnogi domači bendi borijo s tem, da si zagotovijo čim več špilov, Tribute to Love s tem nima nobenih težav, saj so v prihajajočih mesecih polno zasedeni. Ja, je kar precej polno, sploh zdaj tale spomladanski del. Ja, je, vsak vikend je zagotovo en koncert, pa še vmes med tednom, ki še pride. Res je, tako da zdaj kar naporno do junija. Pa naprej pa v bistvu se zdaj postavljajo te festivalski datumi, to dela agencija GIG, tako da oni rihtajo potem poletni del turneje. Poči vedno z mano, poši mi na poti, poši prima klima, polnodnevna zima. V rubriki Top Spot vam predstavljamo nekoliko starejši skladbi zasedb Hamo in Tribute to Love ter Hladnega piva. Uživajte v videospotih Dejva biti čist bliz in Nije sve tako sivo. Bil je sončen dan, čist tak navaden dan in bilo je vroče. Čisto sam, veš this feeling, ma kdo sploh to hoče?
please, please. Deva Beaches, please, please. Deva Beaches. Red tuge, red bijesa, zbog SMS-a tvoje duševno stanje je poput lazanje, sada tebi da štedi, da te tako uvrijedi. Crvenu licu gnježiš limenku piva. Njen sorry povuku i smajli na ekranu, idu ruku pod ruku kao sol na ranu. Za nakon svega joj nisi ni poziva vrijedan, a zbog nje si prešao na 09. Barem te niko neće mučiti sa francuskom dramom. Posudit će si film sa Jean-Claude Van Dammom. Zbogom filmu i bez boje i odresti od soje. Pozet ćeš kod sebe sve Fredove svoje. Pod hitom ti sad treba par promila i barem tona testosterona. Nije sve tako sivo. Nije sve tako sivo. Kad imaš s nekim otiš na pivo. Nije sve tako sivo. Nije sve tako sivo. Nije sve tako sivo. Kad imaš s nekim otiš na pivo. Nije sve tako sivo. I dok žali zbija bubrite ko sporednom liku, ti od suza jedva i da vidiš sliku. Zbog nje su dečki pišali sjedečki. Sad jedi ga šta ćeš, sjediš i plačeš. Treba ti par promila, muška idila i barem tona testosterona. Nije sve tako sivo. Nije sve tako sivo. Kad imaš s nekim otiš na pivo. Nije sve tako sivo. Nije sve tako sivo. Nije sve tako sivo. Kad imaš s nekim otiš na pivo. Ej, Denis, jel možeš napraviti da ova stvar bude malo bolja? Mogu. Nije sve tako sivo. Nije sve tako sivo. Dok imaš s nekim otiš na pivo. Nije sve tako sivo. Nije sve tako sivo. Nije sve tako sivo. Dok imaš s nekim otiš na pivo. Sve tako sivo. Sve tako sivo. Sve tako sivo. To je bilo za danes vse. Se vidimo ponovno čez 14 dni, ko se bomo med drugim sprehodili tudi po modni pisti. Do takrat pa brez panike. Full circle, be a broker.